Pozdravljeni! Ker po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji raste število oseb, ki imajo diagnozo sladkorne bolezni in prejemajo zdravila za zniževanje krvnega sladkorja, in na prošnjo drage Sonje sem za danes za vas pripravila posnetek, v katerem vas naučim, kako si lahko s tehnologijami dr. Grabovoja pomagate, da sami s uporabo svoje aktivne zavesti obnovite svoje zdravje, normirate stanje inzulina v svojem telesu ter si regenerirate trebušno slinavko. Saj je pri diagnozi sladkorne bolezni, kot navaja stroka, pogosto prizadeta tudi trebušna slinavka. Obstajajo 3 vrste sladkorne bolezni. Sladkorna bolezen tipa 1 je posledica nezmožnosti trebušne slinavke, da bi ustvarila dovolj inzulina. Sladkorna bolezen tipa 2 se začne z odpornostjo proti inzulinu, to je stanjem, v katerem se celice na inzulin ne odzivajo pravilno in to lahko vodi tudi do pomanjkanja inzulina. Potem je tukaj še nosečnostna sladkorna bolezen, ki se pojavi kot visoka raven krvnega sladkorja pri nosečnicah, vendar brez anamneze sladkorne bolezni. V tem posnetku vas naučim torej 3 enostavnih tehnologij, pri katerih boste vi uporabljali svojo aktivno zavest. Torej, uporabljali jo boste za koncentracijo na tehnologije, katere vam bom podala, in si boste s tem pomagali, da se v vašem telesu normira vrednost inzulina, torej da preide na normalno raven in se vaša trebušna slinavka regenerira. Torej, svojo aktivno zavestjo boste obnovili svoje zdravje po tehnologijah dr. Grabovoja. Med pogoste znake mogoče sladkorne bolezni stroka prišteva povečana ali močna žeja, ker telo poskuša nadomestiti tekočino, ki jo izgublja zaradi povečane količine sladkorja v krvi. Drugi znak je pogosto uriniranje zaradi visokih ravni sladkorja v krvi, ledvice namreč ne morejo v celoti absorbirati sladkorja, kar vodi do povečanja proizvodnje urina. Potem je tudi značilen povečan apetit, ker se sladkor iz hrane ne pretvarja učinkovito v energijo, kar vodi do stalne lakote. Nekateri navajajo tudi izgubo telesne teže, ker telo ne more uporabljati sladkorja za energijo in namesto tega začne porabljati mišice in maščobo. Utrujenost zaradi nezmožnosti telesa, da učinkovito porablja sladkor za energijo, lahko posameznik občuti stalno utrujenost in pomanjkanje energije. Nekateri navajajo tudi zamegljen vid, ker če je visok nivo sladkorja v krvi, to vpliva na lečo v očesu, kar povzroči začasno zamegljen vid. Počasno celjenje ran, ker visok nivo sladkorja v krvi vpliva na krvni obtok in imunski sistem. Okužbe. Visok nivo sladkorja v krvi lahko, kot pravijo, oslabi imunski sistem, kar lahko poveča dovzetnost za okužbe, zlasti kožne okužbe, glivične okužbe in okužbe mehurja. Potem je tukaj še mravljinčenje ali otrplost v rokah ali nogah. Kajti dolgotrajno povišan nivo sladkorja v krvi lahko poškoduje živce, kar vodi do občutkov mravljinčenja ali otopelosti. Potem so tukaj še suha usta in srbeča koža. Kajti dehidracija, povezana s pogostim uriniranjem, lahko vodi do suhih ust in srbeče kože. Zato, če imate več teh znakov, ni potrebno, da čakate na diagnozo sladkorne bolezni, temveč te tehnologije, ki jih bom danes podala, izvedete zase preventivno. Če pa imate diagnozo, vam bodo te tehnologije pripomogle, da si obnovite svoje zdravje. Sem Kristina Knific. Po izobrazbi sem doktorica znanosti, ukvarjam se s svetovanjem na področju osebnostne rasti in sem tudi predavateljica učenj dr. Gregorija Grabovoja.
Učenje dr. Grabovoj je zelo obsežno, obsega preko 350 avtorskih seminarjev in preko 60 knjig. V svojih učenjah dr. Grabovoj uči, kako si pravzaprav s pomočjo svoje aktivne zavesti lahko obnovimo zdravje, regeneriramo telo, povrnemo mladostno energijo, se pomladimo navznoter in navzven. To je del njegovega učenja in zato vabim vse tiste, ki vas to področje zanima, ta del učenja ali pa druga področja, da se z učenjem dr. Grabovoja seznanite. Zato sem za vas posnela tudi uvodni seminar v učenje dr. Grabovoja, ki je objavljen na mojem YouTube kanalu. Torej, vsi, ki vas zanima, vabljeni, da si ga ogledate. V smeri današnjega posnetka pa je pomemben naslednji Grabovojev citat: katerakoli bolezen, pravi Grabovoj, se najprej razvije na informacijskem nivoju in šele ko se tu razvije in formira v dovolj veliki stopnji, šele potem se manifestira tudi na fizičnem nivoju, torej pride do pojavitve bolezni tudi v fizičnem telesu. Od tu lahko vidimo, pravi Grabovoj, da je zdravljenje samo fizičnega telesa zdravljenje posledic. Meni, da je bolje začeti z obzirom na vzrok bolezni, kajti vzorci imajo svoje korenine na finih planih obstoja, zato se efektivno zdravljenje precej lahko zagotovi na osnovi aktivne uporabe človekove zavesti. Torej, v tem posnetku vam bom podala pravzaprav to osnovno znanje, kako lahko vi svojo aktivno zavest uporabite in dosežete rezultat, ker vse tehnologije, ki jih bom v tem posnetku podala, so zelo enostavne in takoj delujejo, če ste izvajanju koncentracij pripravljeni posvetiti svoj čas, torej da se dnevno izvaja koncentracija in sicer toliko časa, kot vam je potrebno, da se stanje informacije bolezni, če je do nje že prišlo, v vašem telesu pretvori v informacijo zdravja. Kaj predlagam najprej, da izvedete? Predlagam vam, da prisluhnete sebi, po čem hrepenite, da prisluhnete svoji duši, kajti vaša duša ve, kaj je tisto, kar potrebujete, kaj so tiste naloge, ki ste se jih zadali, in kadar uresničujemo svoje naloge, smo srečni in zdravi. Torej, prisluhnete svoji duši, naj vam pove, kako ta hrepenenja, ki jih v sebi sigurno že zaznavate, lahko uresničite. Nato si na osnovi teh informacij postavite pozitivno vizijo svoje prihodnosti. To pomeni, da te želje upoštevate in jih pretvorite v cilje in v teh ciljih vidite sebe tudi, da ste zdravi, da počnete stvari, ki vas veselijo. To naj bo vaš cilj. Za namen tega normiranja vašega zdravja, torej vzpostavljanja vašega zdravja, obnove vašega zdravja, pa je smiselno, da si oblikujemo sedaj tudi v skladu s tem ciljem namero. Zdaj v učenju dr. Grabovoja vedno oblikujemo namero za makrorešitev vseh, zato predlagam, da se naša skupna namera glasi tako: želim, da so vsi ljudje zdravi in počnejo stvari, ki jih veselijo, in tudi jaz. Sedaj pa vas bom naučila, kako izvajati dnevne koncentracije. Dnevne koncentracije predlagam, da izvajate v 3 korakih. Prvi je namera, druga izvedba koncentracij, tretja pa zaključek. Kaj je namera? Namera je v bistvu vaša želja, v kateri vi izrazite, kaj želite s to koncentracijo doseči. Torej, pred začetkom vsake dnevne koncentracije v svojih mislih ali na glas ponovite svojo namero. Želim, da so vsi zdravi in počnejo stvari, ki jih veselijo, in tudi jaz. Ta namera pravzaprav tako deluje, če ste že zdravi, da boste še bolj zdravi. Če pa ste bolni, pa deluje na obnovo vašega zdravja. Pa začnimo. Predlagam, da se umirite in se osredotočite na svojo namero in jo v mislih ali na glas skupaj z mano ponovite. Želim, da so vsi zdravi in počnejo stvari, ki jih veselijo, in tudi jaz.
Sedaj pa smo že pri drugem koraku, ki pa zajema izvedbo koncentracij, pravzaprav 3 koncentracij, za dosego tega, da vi informacijo o morebitne bolezni v vašem telesu ali pa nekega disbalansa pretvorite v informacijo zdravja. Izvedli bomo koncentracijo na vizijo prihodnosti, potem pa še koncentraciji na številski niz za regeneracijo trebušne slinavke in inzulin. Torej, najprej predlagam, da vsak dan izvedete koncentracijo na vizijo prihodnosti. Izvedete jo tako, da v srebrno-belo sfero postavite sliko svoje vizije prihodnosti, kot je na primer prikazano na tem slajdu. Torej, na tej sliki v srebrno-beli barvi sfere vidite sebe, da ste zdravi, vitalni in da počnete stvari, ki vas veselijo. Okrog sebe lahko vidite tudi druge ljudi, ki so v enakem stanju. Torej, predstavljajte si uresničen svoj cilj. Nato sfero aktivirajte z impulzom iz svoje duše. Torej, obrnite se na svojo dušo, pomislite na ta cilj in pošljite ta impuls iz svoje duše v to sfero, nato pa na sferi držite koncentracijo nekaj časa. Ko boste držali koncentracijo na to sfero, boste lahko takoj občutili, ali kako ta koncentracija takoj začne vplivati na vaše telo. Torej, če ste vizijo svojega cilja pravilno postavili, boste v svojem telesu začutili prijetne občutke, radost. Predlagam vam, da vsak dan v tej koncentraciji na vizijo svoje prihodnosti ostanete vsaj 3 minute oziroma kolikor vam je potrebno in prijetno. Trebušna slinavka ali pankreas je podolgovat organ, leži v trebušni votlini. Je žleza, ki izloča prebavne sokove v dvanajsternik in kot endokrilna žleza izloča tudi inzulin in glukagon v kri. Za regeneracijo trebušne slinavke predlagam, da v drugem koraku izvedete koncentracijo na številski niz 5, 8, 9, 3, 1, 7, 9, 1, 9, 8, 7, 7. Koncentracijo lahko enostavno izvedete tako, da berete številski niz, kot sem ga jaz prebrala na tem slajdu, pri tem pa, ko berete in ko pridete na mesto presledka, se koncentrirate v svojih mislih na svoj cilj in na presledek. Pa da bo lažje, naredimo skupaj. 5, 8, 9 in potem pomaknemo pozornost na presledek, koncentriramo se na presledek in svoj cilj. Vidimo, občutimo sebe, da smo zdravi, da so vsi zdravi in potem koncentracijo izvedemo naprej. 3, 1, 7. Preidemo na presledek. Koncentriramo se na presledek in svoj cilj. 9, 1, 9. Umaknemo pozornost na presledek. Koncentriramo se na presledek in svoj cilj. 8, 7, 7. Ko boste koncentracijo izvajali sami, jo lahko izvajate počasneje. Predvsem na mestu presledka se lahko dalj časa zadržite v koncentraciji na presledek in svoj cilj. Vsaj 3 minute oziroma toliko, kot vam je potrebno. Seveda si številski niz za regeneracijo trebušne slinavke oziroma pankreasa lahko prepišete na lepilni trak in ga nalepite na del kože nad trebušno slinavko, kot je prikazano na sliki desno. Greboj pravi, da se inzulin tvori v beta celicah Langerhansovih obročkov v trebušni slinavki. Osnovni učinek inzulina, pravi Grebovoj, je znižanje koncentracije glukoze v krvi.
Inzulin poveča prepustnost plazemskih membran za glukozo, aktivira ključne glukolizne encime, spodbuja tvorbo glikogena v jetrih in mišicah iz glukoze ter izboljšuje sintezo maščob in beljakovin. Poleg tega inzulin zavira tudi aktivnost encimov, ki razgrajujejo glikogen in maščobe. Koncentracijo na številski niz za inzulin, ki se glasi 5, 4, 8, 5, 2, 1, 9, 1, 8, 8, lahko enostavno izvajate tako, da berete številski niz od leve proti desni ali od desne proti levi. Pri tem se lahko na vsaki številki številskega niza zadržite poljubno časa. Na koncu predlagam, da se zahvalite za ozdravitev. Fiksirate rezultat, enostavno da rečete 3-krat zaporedoma fiksiram, dosežen rezultat. Fiksiram, dosežen rezultat, fiksiram, dosežen rezultat. Ker smo delali na energijskem in informacijskem nivoju, da to, kar smo naredili za normiranje zdravja, sedaj prenesemo še na fizično telo, torej v naše celice, organe, na materialni nivo, pa se koncentriramo na številski niz 8, 8, 9, držimo nekaj časa koncentracijo in potem s pogledom navzdol se koncentriramo še na podpisano številko 8 in nekaj časa držimo koncentracijo. Priporočam vam, da tehnologijam iz tega posnetka dodate še tehnologijo za regeneracijo srca in ožilja, ker sladkorna bolezen zaradi dolgotrajnosti in progresivnosti spada med kronične bolezni. Za kronične bolezni pa dr. Grabovoj priporoča, da se izvajajo tehnologije, ki zajemajo celoten organizem, in več od teh se naučimo prav na seminarju pomlajevanja. Kadar omenim pojem pomlajevanja, imamo v kolektivni zavesti drugačno predstavo, kot jo zajema pojem pomlajevanja v besednjaku dr. Grabovoja. In sicer njegov besednjak v pojem pomlajevanja vključuje tako pomlajevanje iz kliničnih razlogov in pomlajevanje po osebni želji. Pomlajevanje iz kliničnih razlogov pomeni tudi ozdravitev telesa, regeneracijo celic, organov, zato so tehnologije pomlajevanja, ki delujejo na celoten organizem, pravzaprav tehnologije, ki omogočajo povrnitev telesa v stanje zdravja in vitalnosti, kar potrebuje pravzaprav vsak človek. Vrne se tudi mladostna energija in značilnosti človeka, ko je bil mlad. Področje pomlajevanja po osebni želji pa vključuje tudi estetski nivo pomladitve, kar pomeni, da smo tudi navzven videti mlajši, kot bi zavrteli čas nazaj. Več o seminarju kot tudi izkušnjah udeležencev si lahko preberete na linku, ki ga objavljam pod tem posnetkom, ali pa skenirajte QR kodo na tem slajdu. S seminarjem začnemo 9. septembra 2024. Če želite dobiti kompletno znanje, ki ga vključuje 8 avtorskih seminarjev dr. Grabovoja, ki so pomembni za ozdravitev telesa, za regeneracijo celic, organov, povrnitev mladostne energije, mlajši videz se nam pridružite. Naučila vas bom preko 120 tehnologij, da boste sami znali aktivirati pomlajevanje s podporo zemlje, okoliškega sveta. Naučila vas bom postaviti cilje, umiriti svoj ter upravljati s svojim telesom in življenjem. Naučili se bomo tudi diagnosticirati svoje telo, odstraniti vzroke, normirati stanje, še preden se pojavi bolezen. Naučili se boste svojo aktivno zavestjo odpravljati bolečine in izvajati samozdravljenje. Naučila vas bom tudi izvajati več celovitih tehnologij za ozdravitev, regeneracijo ter povrnitev mladostne energije celotnega telesa. Izvajali bomo tudi tehnologije za estetski nivo pomladitve.
Torej, naučili se boste izvajati tudi več ciljno usmerjenih tehnologij za normiranje morebitnih bolezni, če imate diagnozo. Seveda bomo pa delali poudarek na regeneraciji. Kostje, hrbtenica, sklepi. Poudarek je običajno pri udeležencih, da želijo tehnologije za kolena in kolke, potem koža in lasje, da se izboljša videz, povrne naravna barva las, potem kardiovaskularni sistem, torej naše srce, ožilje in limfo, živčni sistem, prebavni sistem, dihalni sistem, mišični sistem, moške in ženske spolne organe, žleze z notranjim izločanjem, čutila za vid, sluh, okus in vonj. Naučili se bomo očistiti limfo in kri, naučili se bomo tehnologij za normiranje telesne teže. Seminar poteka 14 tednov oziroma 3 mesece. Poteka tako, da imamo vsako srečanje nekaj teorije, da pridobimo znanje, kajti znanje je osnova za razumevanje. Potem pa grejo skupinsko delo, kjer skupaj izvedemo vse tehnologije. To je pomembno zato, ker se z izvedbo, s pravilno izvedbo vaše znanje utrdi, pridobite potrebne izkušnje, pridobite zaupanje vase in seveda skupinskim upravljanjem vedno vsi hitreje dosežemo svoje rezultate, ker pri tem podpremo drug drugega. Seminar pomlajevanja poteka preko Zooma, kot sem že rekla, je 14 srečanj. Seminar vodim jaz sem predavateljica, tudi učen doktor Grabovoja. Prednost seminarja je seveda, da poteka v slovenskem jeziku, predhodno znanje za seminar ni potrebno. Če ne boste razumeli, boste imeli možnost postaviti vprašanja in prejeti odgovor. Po posameznem srečanju dobite pisno gradivo. V tem pisnem gradivu je tako tekst avtorskih seminarjev doktor Grabovoja z vsemi risbami vseh tehnologij, tako da pravzaprav kakšnih posebnih zapiskov vam niti ni potrebno delati, mogoče samo si prepišete svoje izkušnje. Potem v spletni učilnici že naslednji dan po srečanju dobite videoposnetek, zato v primeru morebitne zadržanosti ničesar ne zamudite do učilnice z vsem gradivom. Pa je pomembno, da imate dostop še 1 leto po zaključku seminarja. Kar se tiče rezultata, vam lahko rečem, da je rezultat zagotovljen, je pa potrebna vaša aktivna vključitev, torej da redno izvajate te tehnologije in rezultate pravzaprav dosežejo vsi udeleženci. Ko se pomlajevanja naučite, dejansko imate to znanje za vedno. Po zaključku seminarja se boste lahko pridružili skupini za pomlajevanje. Za več informacij vas vabim, da kliknete na povezavo, ki jo bom objavila pod tem posnetkom, ali pa skenirajte QR kodo ali pa pokličite na telefonsko številko 051 650 180. Če vam je bil posnetek koristen, mi to lahko sporočite tako, da kliknete na ikono všeč mi je ali enostavno napišete v komentar. Ta posnetek lahko delite s prijatelji in znanci, za katere menite, da bi jih utegnil zanimati in koristiti. Prijavite se na ta kanal, da boste obveščeni o vseh novih posnetkih. Če pa želite biti obveščeni o predavanjih ali pa o seminarjih, ki potekajo preko Zooma in drugih novicah, se le prijavite na e-mail novice. Ob tem dobite tudi koristen priročnik za uporabo številskih nizov po učenju dr. Grabovoja. Enostavno vam želim, da se naučite uporabljati svojo aktivno zavest in z njo ustvarite zdravo, vitalno in mladostno telo, ker če ima človek zdravje, veliko lažje ustvari tudi vse ostalo, kar si želi oziroma mu je potrebno. Z vami sem bila Kristina Knefic. Hvala za vašo pozornost.